I'm begging you, predvsem pa lahko rečem, da dragi becili, pejte stran od nas, ker december je tukaj in mi hočemo biti zdravi za vse zaključke, ki prihajajo. In od vitaminov sem rekla, da bom jaz poklicala kar na FarmPro in si poklicala zraven njihovega direktorja Benjamin Kovač, pozdravljen. Ja, pozdravljena, Maruša. A si šušu? Zdaj, a veš, ti si za mene Beno, že iz otroštva, tako da jaz bom za tebe lahko Maruša, drugače pa v studiu Radio Fantasy šuši, evo, tako. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. A je bilo prezgodje vstati? Ne, sploh ne. Je bilo v redu? Zgodje vstajam, tako da najlepša hvala za povabilo, pa za kulturno uro. Zgodje je bilo tam 4, 5. No, sej nisem hodila, da prideš glih ob 6 k meni, ne, ampak sva midva, evo, to rešila za ob 9:30 čisto v redu. Zdaj, Beno, daj mi nekaj povej. Mi zdaj oglašujemo prehranska dopolnila na Turvele. Ampak, a ti veš, da je enormna poplava teh prehranskih dopolnil in jaz sem rekla, zdaj moram tebe poklicati, da mi razložiš najprej par osnovnih stvari, da razpucamo tiste mite. To je zgodba lahko dosti dolga, glede na to, da sem 30 let v farmacevtiki delam, dobro poznam tudi, da je konkurenca na trgu prehranskih dopolnil zelo, zelo velika. Tako da težko je potrošniku ločiti, kaj je kvalitetno, kaj ni kvalitetno, kaj je potrebno, kaj ni potrebno in tako naprej. No, ker imamo zdravila, ki so na recept, so zdravila, ki so brez recepta in imamo prehranska dopolnila, ki so podobna zdravilom, vendar niso zdravila. Ok, ampak kaj sploh so prehranska dopolnila in čemu služijo? Kot že ime pove, so to dopolnila prehrani. Torej, če imamo zdravo, pravilno prehrano, zdrav življenjski slog, v bistvu niso potrebna. Vendar praktično ni ljudi, ki bi imeli tako idealno prehrano in tako zdrav življenjski slog, da ne bi česa potrebovali dodatno. Ne vem, pred 50 leti recimo noben ni uporabljal prehranskih dopolnil, ker jih niso poznali. Vendar, če gledamo življenjsko dobo pred 50 leti in danes, pa vidimo, da gremo tam od manj kot 70 let, ko je bilo do, ne vem, jaz mislim, da pričakujemo že vsi, da bomo vsaj 100 let živeli. Ja, sej veš, prvih 100 je za, ne, pa gre počas. Tako, vse za to. Ampak zdaj, ravno ko si rekel, ne, v preteklosti tega ni bilo, zdaj je. In zdaj se mi zdi, da tako, ko si 30 star, ti jih ker porinejo. Zdaj pa rabiš malo magnezija, pa rabiš malo kalcija, pa rabiš malo D-vitamina. Koliko je ta priporočena starost, da začnemo sploh konzumirati? Ja, to je, poglej, dojenček, ko je majhen, kaj mu damo? Kapljice D3. Ja. Torej že lahko dajemo dojenčku. Običajno je pa tako, zopet se ponovim, zdrava prehrana, odvisno je, ne vem, jaz meso jedec, recimo, jem zelo malo zelenjave. Sma že dva? In premalj sadja. Torej, Sma že dva? Razen, če ga kdo drug nareže. Ok, ja, jaz tudi. Pa če je zelo dobra salata, jo tudi z veseljem pojem. Tako. Glede tega, ne vem, tole imaš pred sabo cink pikolinat, ki sem ti ga dal, recimo, jaz ga ne pijem. Jaz ga pa morem, zaradi las pa zaradi kože. Jaz imam pa zelo rad bučnice, pa zelo rad imam solato z bučnim oljem. Bučno olje, bučnice imajo dosti cinka, ga ne rabiš. Ok. Zopet se vrnemo k zdravi prehrani, odvisno, kaj konzumiraš. Tako da za določene ljudi je pa nujno potrebne, zate na primer. Za mene definitivno, ker zdaj vidiš, da moj nosek je tudi zamašen, imunski sistem je počasi začel popuščati, pa komaj začetek decembra je, ne? Ja, to so pa, ja, za splošno odpornost so pa ponavadi vedno razni multivitamini, mi imamo multikompleks, recimo 23 sestavin je 11 vitaminov, 13 mineralov, kar pa je zopet težko pravilno kako bi rekel, objasniti ne pacientu, ampak potrošniku, zakaj je dober, ne? Ker razni neprofesionalne oziroma celo
škodljive firme, ki nekorektno reklamirajo svoje izdelke, so šli predaleč. Zato je reguliranje prehranskih dopolnil zelo, zelo strogo v Sloveniji. In recimo In tudi praktično vaše... nič ne smeš reči. Ne smem reči, da je cink pikolinat koristen za to, ne smem reči, da je multivitamin koristen za to. Za salato bom lahko rekel, da je zdrava. Ne? Za korenjem lahko rekel, da je super, da je zdrav, ker ima veliko vitamina, pa pomaga za oči, pa ne vem kaj. Za preparat oziroma za prehransko dopolnilo s tem, pa tega ne smeš reči. So določene smernice, določene pravila, kaj se v okviru evropske regulative sme uporabljati. Okay. Bom povedal en hec, recimo, naša prehranska dopolnila so nemške proizvodnje in ko smo prihajali na slovensko tržišče, smo samo prevedli nemško internet stran. Preden je preparat bil na tržišču, smo imeli 5 strani zapisnika Ministrstva za zdravje, kje ni skladno z zakonodajo. Tako da, kljub temu, da je to nemška regulativa bila, smo uskladili, ni problema, vendar je tako, ja, da recimo pri 23 sestavinah, da lahko samo rečeš, A vitamin pomaga k temu, ne vem, D-vitamin pomaga, doprinese k temu, je težko, ne smeš pa reči. Tu je razlika med zdravili brez recepta in prehranskimi dopolnili. Oni so blizu skupaj. Niso pa v istem ponavadi košu. so zdravila brez recepta malo više koncentracije in imajo klinične preiskave narejene in jih lahko citirajo, zato ker imajo drugo registracijo. Pri prehranskih dopolnilih ne smeš povedati. Lahko samo gre kot priporočilo. Ampak če se recimo vrneva k prehranskemu dopolnilu, kako veš, kateri je kvaliteten na trgu? Ja, glede kvalitete je pa ja, tu je res poplava različnih in jaz kot potrošnik bi pogledal, kaj se prodaja v lekarnah, to je definitivno eden od kriterijev. Se pravi, če je v lekarni, ima vse standarde dosežene? Vsi standardi in proizvodnje in kontrole, analitike, transporta, kar ni nepomembno. A se vašega tudi dobi v lekarni? Ja, seveda, v Celju smo prisotni in v celjskih lekarnah in lekarna pri teatru, potem v bližnji okolici tudi v enotah celjskih. Smo prisotni in v lekarnah in na internetu. Se pravi na farmpro.si ali pa potem v celjskih lekarnah. Tako. Super. Tako. Beno, malo pauze, da dava eno tako fajno. Kje si bil tako dolg? Kva si rabil tako dolg, da si prišel k nam v studio? Evo, Ema Banten prihaja in pa midva se vračava tudi po vremenu. In smo že nazaj v studiu Radia Fantasy, kjer je z mano Benjamin Kovač, direktor podjetja Farmpro, farmpro.si sem hotela reči, ja. Ampak v bistvu to so prehranska dopolnila. Beno, pozdravljen še enkrat. Ja, pozdravljeno. Mi danes govoriva Naturvele. Slišimo po našem radiju reklamo in Naturvele. Zdaj, prehranska dopolnila, kot sva že rekla, služijo v bistvu podpori našemu življenjskemu slogu in pa imunskemu sistemu, da lahko prebrodimo tale december in pa zimo, ki prihaja. Ne? Res je. In zdaj, kaj bi ti recimo priporočil sploh za tele zimske dni? Ok, čeprav pustimo, da sonce nam sije, D-vitamina nekaj dobimo, sami pa vse mrzlo in smo oblečeni. Ja, tu si že kar prav začela z D-vitaminom. D-vitamina dejansko v Sloveniji pozimi primanjkuje. Praktično ga organizem ne proizvaja, zato ne vem, evropske smernice so recimo 600 mednarodnih enot, so se merijo v mednarodnih ali pa mikrogramih. Je bila stara smernica, naš D3 recimo se drži teh evropskih smernic 600 mednarodnih enot. Slovenija je pa sprejela prejšnji teden svoje smernice in priporoča celo do 1200 mednarodnih enot na dan, da se dodaja k normalni prehrani, odrasla oseba. Zdaj, s hrano, z dopolnili, tako da definitivno z pomanjkanjem sonca, ker sonce je glavni vir D-vitamina, je treba dodajati. Kaj pa magnezij? Kdaj pa recimo bi ti priporočil magnezij? No, magnezij je prehranska dopolnila, je po eni strani težko
pokazati efekt. Ne? Ker če te boli glava, si vzel tableto, ali je pomagala, ali pa ni pomagala. Pri prehranskih dopolnilih pa tega ni. Ni enkratnega. Ni takojšnjega učinka. Takojšnjega učinka, lahko vidiš učinek, če greš dati kri, pa narediš laboratorijsko analizo, kar je najbolj pravilno. Ne jemlješ kar povprek, ampak pogledaš, kaj dejansko ti potrebuješ. To je idealno. Posvetati se z zdravnikom, narediti analizo in vidiš. Magnezij nam praktično vsem primanjkuje. Zato tam 200 do 400 mg dnevno se priporoča imati čez določeno časovno obdobje, saj 10 dni, 20 dni. Več kot 200 so lahko že določeni stranski učinki. Za koga, ki ima probleme zjutraj, mogoče to v redu, za večino pa ni. No? Tako da, ne vem, naši obliki pikolinata in nima teh nezaželenih stranskih prebavnih učinkov. Dobro, saj to, evo. Recimo, stara mama moja je pa vedno donat pila zjutraj topo, ker je ravno veliko magnezija pa pomaga. Ker mi smo včasih magnezij dobili, ko smo krede jedli, ne? Se še spomnimo. Tako, ja. Zdaj pa digitalizacija in otroci ne poznajo več sploh krede, tako da zdaj pa treba magnezij dodajati. Ja, tako da, če so razni mišični krči, večje obremenitve, fizične, tudi psihične, vsekakor je priporočljivo. Priporočljivo je tudi z B vitaminom. Ne vem, jaz imam rad kak pirček, tako da imamo mi sicer magnezij z B kompleksom. Ampak to je kombinacija. Jaz magnezij citrat pa s pirčkom, kadar si ga privoščim, pa je tudi v redu. Vendar pivo ima pa drugo, ima alkohol, pa ima fitoestrogene, ki pa delajo špeheka tam na nepotrebnih mestih. No, ko si ravno omenil špeh, ali lahko s prehranskimi dopolnili tudi hujšamo? Teoretično lahko z določenimi. To se bo pomenila izven jetra? Vendar ne priporočam. Je pa druga stvar, zdaj, da so pa zelo modni bolj resna zdravila za hujšanje. Ne bom komercialnih imen omenjal, ampak mogoče bolj strokovno semaglutid, dulaglutid, ki so bili zdravila. To so recepturna zdravila, ki so bila proti diabetu, proti sladkorni bolezni in stranski učinek je ta, da se manj je in da se hujša zaradi tega. Ampak še vseeno... To pa se je treba res zdravniki posvetovati, ker ko manj ješ, dobiš tudi manj hranljivih sloni. Je pa treba podporo organizmu narediti, ampak to pa se ne bova v eni uri pogovorila. Prehransko dopolnilo je samo takrat dobrodošlo, ko imate uravnoteženo prehrano. Brez prave prehrane ne pomaga nič. Tako. In še enkrat poudarjava, kako vedeti, katero prehransko dopolnilo je ta pravo? No, sva rekla, to, kar se prodaja v lekarnah, je preverjeno. Pri samem proizvajalcu lahko pogledate, ali ima napisano oziroma deklarira, da ima GMP, to je Good Manufacturing Practice, dobra proizvodna praksa, to so standardi mednarodni za farmacevtsko industrijo in za prehranska dopolnila svoji. Če ima GMP, pomeni, da je dosti kvalitetno. Flaško že lahko pogledate, če je temna, pomeni, da ne bo interakciji dopolnila z svetlobo, ker večina vitaminov je na svetlobo zelo občutljivih, tako da tudi to je en pokazatelj. Recimo, potem, kako se transportira. Vitamini so termolabilni, večina. Če imaš ti skladišče v neki drvarnici, pa peleš po zim v mrazu ali pa po letu v vročini s fičotom, pomeni, da tudi če ima analitski certifikat v redu, pomeni, da ti vitamini ne bojo prišli do tebe. Pomeni, da je zelo priporočljivo, da imaš resnega farmacevtskega distributerja, ki pravilno skladišči, ki ti pripelje do lekarne oziroma do tebe. Teda, to so ti osnovni pokazatelji, ki bi se jaz... Zdaj pa v bistvu pa lahko, če nisi prepričan, zahtevaš analitski certifikat, da pokaže proizvajalec, da dejansko ta serija, ki je on kupil, koliko ima določene sestavine, ali ima toliko deklarirano na nalepke ali nima. Se pravi, Zveza potrošnikov bi tudi to lahko pridobila. Ja.
Beno, zdaj nama je čas, saj veš, hiter gre, ko je fajn, Ja. tako da bova še mogla kdaj ponoviti midva tole. Z veseljem. Me pa samo zanima, kje torej lahko naši poslušalci dobijo Natur vele prehranska dopolnila? Ja, v Celju, v celjskih lekarnah, lekarna pri teatru ali pa preko naše internet strani farmpro.si. No, zdaj ste slišali, tako da zdaj veste, najprej uravnotežena prehrana, potem pa še kvalitetna prehranska dopolnila, da bo ne sam december šus, ampak da bo celo leto in do konca življenja pravi šus. Super. Evo, Beno, hvala, ker si se oglasil in definitivno hvala tebi. ponoviva midva tudi to v novem letu, ker se veš, spomladi nas pa že potem mal spomladanska utrujenost daje. Sončka je že malo več, pa je treba kaj drugega začeti. Tako, evo. Hvala lepa, mi pa gremo Enako. naprej z samimi dobrimi vibracijami.